ker je kolona, gužve so in to traja vsak dan že en mesec. Tako da je obup. In to bo trajalo do konca septembra? To sigurno tudi do oktobra. Kaos. Do centra Kopra, ko ni gužve, 10-15 minut, ko je gužva, lahko tudi tam 30-40 minut. No? Danes je četrtek, 8. junij, ko imajo številne evropske države praznik, v nekaterih so se tudi začele poletne počitnice, posledično pa je slovenska obala takole obstala. Pravzaprav ni ceste, ki ne bi bila popolnoma blokirana s številnimi vozili, številnimi avtodomi in prikolicami. Zadnji dni oziroma v tem letu je to vsak dan. Vsak dan je tako, kot zdaj vidimo s te strani. Pločevine se potem takole naprej vijejo proti hrvaški, turisti pa, da bi se izognili gneči, iščejo stranske lokalne poti. No, danes jim to preprečujejo redarji in promet usmerjajo. Sicer pa je za kršitelje predpisana 200-evrska globa. Koliko je kršiteljev, pravzaprav podatka ni. Namreč, ko so sami redarji na mestu, turisti pravila spoštujejo, ko pa redarjev ni, jih pravzaprav nihče, razen domačinov, ne vidi. Čeprav so znaki, da ne smejo, ampak vseeno gredo. V centru Kopra takole promet usmerja tudi policija. Tukaj poteka promet, tranzitni promet, zaradi tega, ker je pač avtocesta ovinjetena oziroma deloma razvinjetena, ampak to ni dovolj, da se ne bi izognili hitri cesti. Potekajo pa tudi potem gradbena dela na Škofijah, kjer je popolna zapora in se vozniki v izogib temu pač določajo praktično svoje poti in uporabljajo stranske, zelo ozke ceste. Kaj zdaj to konkretno pomeni, recimo? Da prihajajo iz smeri Trsta, kjer v bistvu niti ne zaznajo prometnih znakov, ki smo jih še dodatno postavili, da bi razjasnili, kamor poteka promet. Uporabljajo očitno GPS-e, ki tega ne zaznajo in potem prihajajo mimo nas proti tej cesti, ki gre tako naprej. Ja. In potem seveda tukaj se ustavijo, ker je cesta ozka, se dva avta ne morete srečati in prihaja do zastojev in problemov na vseh možnih področjih. No, nihče ne more nikamor, ne morejo obrniti zaradi ozkih cest in domačini imajo pač ves čas pred hišami direndaj. Poškodujejo se potem fasade, ker so ozke ceste. In to kljub takim znakom prepovedano, razen za lokalni promet. Kaj, ljudje kar grejo? Težave so v tem, da se ne upošteva prometnih znakov. Ljudje očitno dajo večjo prednost elektronskim napravam, kar je nekako skregano z logiko, ampak tako je. In potem se na te znake niti jih ne vidijo, ker so pač skoncentrirani na to, da gledajo v monitor avtomobila ali pa celo telefon. Ja, tukaj za nama, ravno kar gledam enega Italijana. To bi on smel tukaj voziti? Mislim, če ima namen tukaj ostati, ja, ampak ker je verjetno tranzitni namen, potem ne. Čeprav razumem, domačini so se kar sami organizirali, takole postavili table, plakate. Kaj želijo s tem povedati? Pomagati želimo na svoj način. Če mogoče institucije odpovedo ali pa pač neke koordinacije pravijo, vse na začetku ni bilo, se je pa seveda stvar zboljšala. Si skuša vsak pomagati kot lahko in potem seveda se postavlja znake, ki povedo voznikom, da pač to ni prava pot, da se jih usmeri nazaj. Kaj pa 200-evrske globe? Mi je malo žal, da se promet iz notranjosti Istre premika vedno bolj proti obali. A vi občutite mogoče nek padec turističnih obiskovalcev? Seveda, absolutno. Tudi mi apeliramo na to, da se z določenih točk te table umaknejo,
kajti mi od turistov tudi živimo, verjamem, da ne samo mi, ampak je tudi še ogromno drugih ponudnikov in sami sebi s tem zapiramo trg. Ja, gledajte, globe so globe, ne? Zdaj turist, ki pride sem in ne gleda znakov, bi bilo po svoje prav, da se ga oglobi, po drugi strani pa ne vem, kaj si bo mislil, potem, če ga še tukaj matramo, ne, s temi zadevami. To mora pač država poskrbeti na malo, ima vse možnosti in ljudi in znanje in sredstva in resurse, da to uredi na malo bolj normalni ravni, ne da bi dajala ljudem globe po nepotrebnem ali pa potrebnem, sam pač še nekakšen vtis dobijo ljudje od nas.